Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe. Nocoj v naši oddaji gostimo krasno izjemno sogovornico Manco Izmajlovo, ki je mezzosopranistka, igralka, avtorica in coach. Izvaja operno in popularno glasbo. Muzikali in igro je študirala v Londonu, operno petje v Moskvi. Mednarodno prepoznavnost je pridobila s projektom albumom Slovanska duša, na katerem je ob spremljavi Ruskega državnega simfoničnega orkestra kinematografije posnela nove priredbe skladb iz slovanskih držav, od klasike in narodnih pesmi do popularnih. Je avtorica knjige Vdihni življenje s polnimi pljuči. Sicer je Manca tudi mamica 3 otrok. S tematiko povrnitve dobrega dihanja se intenzivno ukvarja zadnjih 8 let. Takrat se je sama borila z izčrpanostjo, anksioznostjo in oslabljenim imunskim sistemom. Rešitev za vse omenjeno je našla v intenzivni dihalni telovadbi, metodi, katere se je učila med študijem v Moskvi in se v njej naknadno izpopolnjevala. Različne kratke, hitre vaje, kakršne že stoletja izvajajo menihi v visokogorju Altaj, so v zadnjih 50 letih v Rusiji sistematizirane in certificirane od Ministrstva za zdravje. Za pomoč pri zdravljenju jih uporabljajo tudi mnogi zdravniki. Dokazano lahko pomagajo pri različnih boleznih pljuč, težavah s kožo, glasom, alergijah, depresijah in drugih motnjah razpoloženja, nespečnosti in težavah s pancem, bolečinami v vratu, diabetesu, glavobolih, boleznih srca in ožilja. In zatorej večini odraslih ljudi je treba krepiti in vračati nezavedni ritmični globoki dihalni vzorec, pomagati pri obnovi pljučnih alveol, krepiti dihalne mišice. To lahko naredimo s preprostimi, kratkimi vajami, ki jih delamo kjerkoli in kadarkoli, brez posebnih pogojev ali opreme. Dihalna telovadba je najlažji in najhitrejši način za to, pravi Manca. Manca je o omenjenih tematikah tudi napisala knjigo, že 2-krat ponatisnjeno, Vdihni življenje s polnimi pljuči, ki je bila celo priporočena v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije. Njene video vsebine, ki jih že več let objavlja na Facebooku, so zelo priljubljene in dosegajo visoko število ogledov. Redno predava za različne interesne in poklicne skupine, tematiko dihanja zna prikazati zanimivo in privlačno, njen srčen in energičen govor prepričan in motivira marsikoga, da na tem področju naredi izboljšavo. Hvaležen sem, da je danes v naši družbi gospa Manca Izmajlova. Prisrčno dobrodošla. Lep pozdrav, živijo. Hvala za povabilo. Z veseljem. Kako si, kaj se dogaja? Dobro, pestro, sploh odkar imam zadnje leto še eno majhno hčerkico. Imam časa zase tako malo kot nikoli prej. Tudi seveda malo delam zraven, poklicno, kolikor se da. Obenem pa uživam v tej lepoti življenja, v tej lepoti tega novega bitja, kot mislim, da nisem še nikoli prej. Sem morala toliko let dopolniti, da sem to razumela, kako so to v resnici neponovljivi trenutki in lepe zadeve. Tako da uživam res v materinstvu. Odlično, torej novo rojstvo, novo življenje. Ja, sina si je izbrala, bi rekla, ker moja najstarejša hči je stara že skoraj 17, srednja bo poleti 11, ta pa zdaj 1. Nepričakovano in po eni taki veliki paniki, ki me je na začetku zajela, ko sem jo potem držala prvič v rokah, sem razumela, kakšno čudovito darilo sem dobila. Definitivno. Tako da je lepo in mi je dalo en tak nov življenjski zagon, tudi novo tako moč, ideje, zakaj bi še vse želela narediti in seveda tudi željo, da se čim bolj lepo in počasi staram, da bom tej deklici lahko stala še dolgo ob strani, vitalna in močna in zdrava. Pa pejva mogoče kar na to tvojo zgodbo. Kot vemo, vsak ima neke svoje preizkušnje. Jaz sem imel te depresije v svoji gimnaziji, pa sem potem začel delati na sebi, transformirati podzavest, delati na meditacijah in tako naprej. Ti si imela tudi izgorelo sva omenila anksioznosti in potem si začela s to dihalno telovadbo. Nam lahko mogoče poveš malček več o tem, kako se je to začelo mogoče? Anksioznost mislim, da se je začela že takrat, ko sem v Londonu študirala, ker takrat sem bila soočena s tem, da moram zelo veliko denarja najti, ker študij je bil strahovito drag. Starši so mi stali ob strani, kolikor so mogli, ampak seveda pač normalna družina, nobena bogata,
in sem morala sama se angažirati, najti denar za šolnino, potem tudi za res drago življenje v Angliji, ki je bilo takrat za nas v primerjavi z Slovenijo v 90-ih in kakšen je bil tam standard. In bila sem že takrat preobremenjena, ker je bil študij od jutra do večera. Začela sem kot ena najslabših, se opravičujem, v letniku in potem sem se morala dvigniti iz tega. Obenem pa tudi sem ves prosti čas bodisi delala na svojih veščinah, nadoknajala tisto, česar nisem znala, ali pa poskušala zaslužiti denar. Tako da je bilo, že takrat se to začelo in potem pa bi rekla, ja, skozi celo poklicno življenje, ker sem vedno bila svobodna umetnica, to pomeni, da si moraš svoj zaslužek ustvariti iz meseca v mesec in ko pridejo otroci, večji stroški, krediti in tako naprej, je to še težje, ne. Jaz sem si vedno nalagala vse več, poskušala vse, zmorem vse, lahko vse naredim in na neki točki je postalo tega preveč. In čutila sem pa predvsem v tem smislu, da me je ves čas dušilo, da sem imela občutek, da me nekdo za vrat stiska, kamen na prsih in sploh nisem mogla zajeti diha. In če sem bila zelo utrujena, se je lahko to prikradlo za mano tudi na odru, kljub izvrstnim treningom, dolgoletnemu šolanju, vsemu, kar sem se naučila, ker je bilo tako globoko to podzavestno. In jaz sem potem našla dihalno telovadbo za sebe. Ti si nekako z nekimi meditacijami, jaz tega nisem nikoli počela, ampak tudi te intenzivne dihalne vaje nam izjemno lahko na našo podzavest vplivajo, nam zamenjajo film in bi rekla se na nek tak mehanski način iz tega ven spraviš. Jaz zdaj recimo kombiniram tudi dihalne vaje plus pol meditacijo dodam, ne. No, da je tako, začetek, da resetiramo mogoče ta frontalni neokortek, da se malo ta racionalni umiri, da gre stran, tako, da gremo stran iz tega preveč analize, ne, ker tle smo na zahodu, smo se mi zdi preveč v umu, ne preveč v glavah. Ni koherence srčno-možganske toliko vzpostavljene, ne. Kako mogoče, deva kakšno vajo mogoče pokazati, pa kako to mogoče malo razloživa za naše gledalke, gledalce? Ja, gre za vaje, ki tudi v prvi vrsti preučijo človeka, da spet začne dihati pretežno skozi nos, ker vse vaje se izvaja hitro skozi nos in ob tem, ko se koncentriramo samo pač na te silovite, kratke vdihe skozi nos in zraven delamo nek gib, ki potem posledično odpira nek določen del pljuč ali pa se koncentrira na neko določeno skupino dihalnih mišic. In zraven se še fajn razgibamo, skoraj da malo plešemo. In te hitri vdihi pa vplivajo direktno na preponsko mišico, ki je pri večini ljudi nenehno v krču, ne, v bistvu ždi na mestu. Morala bi se premikati, pač upogibati na dol in na gor. Pravijo za 8 centimetrov, pri mnogih ljudeh se sploh ne premika več ali pa se premika za centimeter, dva. In je ko en trampolin, delamo, začne poskakovati, s tem se tudi vsi organi trebušne votline dobijo en tak naval energije, eno tako nežno masažo, hrbtenica se začne lepo malo raztezati pri teh vajah, celo telo se spravi v pogon, ne. Tako da lahko pokažem to osnovno vajo, ki sem jo že velikokrat pokazala, ki se jo lahko dela tudi sede ali pa celo leže ljudje, ki so bolni. Vedno delamo ponovitve po 8, to se je izkazalo kot najboljša varianta, da pa ravno točno zdržimo do konca in tudi glede štetja, ker v glavi, ne glede na to, koliko ponovitev delamo, vedno je ta osmica prisotna, ne. In to izgleda tako. In ob tem se ne smemo ne naprezati, ne tiščati vratu naprej, ne dvigovati ramen. V bistvu vse vaje morajo, takoj se boljše počutim, ko sem to naredila, samo osmico. In te osmice se delajo po 4-krat in da se ne izgubimo, se vrtimo v sobi. Se pravi, vsako osmico od rok od sobe, to je bilo potem 32, to ponovimo 3-krat. In to je 96 in to je že ena ta iz tega sistema, ena tako imenovana stotica. Ko smo v dobri kondiciji, jo lahko naredimo brez pavze, na začetku se pa po vsaki osmici ustavimo, ker seveda ne zmoremo več, ker te naše mišice so enostavno niso toliko razvite, močne in potem, če bi hoteli več, samo začnemo nekaj stiskati in kompenzirati drugače. Tako da to je recimo osnovna vaja, potem je druga, da roke stresamo na dol. Potem je ena, ki se vrtimo, imenuje se maček, se rotiramo.
Potem so vaje z glavo, ki tudi zelo lepo vrat razgibajo. In tudi so zelo, recimo, je vedno skozi nos. Ob tem pazimo, da so ustnice, čeljust, jezik, da je vse zelo sproščeno, da imamo obraz nasmejan, ker to dvigne mehko nebo, tam, ki je ta uvula, tisti jeziček, ki visi, ker to tudi pomaga pri tem, da se še bolj grlo odpre in da še več kisika pride v nas. In na koncu, recimo teh osnovnih vaj je 13, delamo s hitrostjo 3 vdihe na 2 sekundi približno in porabimo eno dobro minuto za vajo, ali mečken več, in v 13 minutah smo skozi vse vaje. Jaz jih pa ponavadi delam med gospodinjskimi opravili, recimo praznim pomivalni stroj, zlagam nogavice in se zraven malo vrtim, mislim, ne zraven, naredim pauzico. Ena je rekla, odložimo takrat žehto, ali so rekla, ne odložite žehto in se enostavno pač vmes zavrtite za 1 minuto in greste spet nazaj na to. Ali pa med vadenjem petja, med delom pri računalniku in tako naprej. Vedno je pa ta hiter vdih, kratek vdih in vedno štejemo v osmicah, ker če ti si v glavi rečeš 26, že zadržiš. V bistvu smešno je, moraš vdihniti čim manj zraka. Gre samo za krepitev teh mišic in to notranjo sprostitev, ki jo delaš. In sčasoma se ta refleks dihanja, če to večkrat skozi dan delamo, se začne povračati v človeka, ki ga skoraj vsi izgubimo. Saj veš to, da ga izgubimo zaradi različnih življenjskih faktorjev. Največji stres, ki se pri nekaterih začne že v otroštvu, ta strah in anksioznost in stres, sedenje, ker pač sedimo in ves čas prepolno pritiskamo, namesto da bi bilo tukaj odprto. Pa tudi staranje, potem vse manj pljučnih alveol, vse šibkejše notranje mišice za dihanje, tako da... Odlično, bova midva nadaljevala, kratkim predahom, greva tudi midva na premor. Odlično, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Moj odnos do samega sebe. Z menoj krasna gostja Manca Izmajlova. Ja, Manca, tvoja največja ljubezen, glasba, ne? Seveda. Glasba in mogoče kakšna anekdota s kakšnih koncertov, ne? Kaj se je kaj dogajalo na teh vseh velikih nastopih? Ja. Naučila sem se, da je fajn biti čim bolj sproščen, ne glede na to tudi, če je resen repertoar, da imajo ljudje izjemno radi pripovedovanje zgodb na odru, da jim nekaj osebnega poveš, da jim poveš nekaj o ozadju pesmi. Tako da moji koncerti so vedno prepleteni s tem pripovedovanjem, ker vseeno v prvi vrsti sem šolana igralka in tudi ta retorika, govorništvo, lepa beseda mi je enako pomembna kot glasba. Zabavno je bilo, enkrat se spomnim na enem koncertu, ko je šel pianist, z Benjaminom sva imela še s pianistom koncert trio, torej je šel dol, ker sva imela eno solo točko in potem mu je hišnik zaklenil vrata in ni več mogel priti nazaj na oder. In on se je nekje izgubil, iskal drug vhod okrog doma kulturnega šel in ker ga ni bilo, za naslednjo točko ga je šel Benjamin iskat. In še Benjamina ni nazaj in jaz pač stojim na odru, pokam vice, kot se reče, ker nisem vedela, kaj narediti, ni nikjer. Potem srečno prideta oba na oder in v redu aplavz, vse skupaj. Nakar Benjaminu poči struna na violini, ker ni prav fajn, ampak Benjamin je briljanten violinist in je odigral na eni struni manj. In potem še proti koncu koncerta sem imela se na zelo težke uhane in so mi padli dol. Na neki točki, ki je z glavo stresala in so padli. In koncert je bil super in prišel potem en gospod k nam in je rekel, najbolj fajn so bili pa te vaše skeči, ki ste jih imeli. Tako da on je mislil, da je bilo to vse pripravljeno. Zanimivo, ne? Tako da na odru se dogaja včasih marsikaj, drugače pa res glasba moja največja ljubezen, ni dneva brez nje in nenehno se učim neke nove pesmi, širim repertoar, zdaj tudi vse več sanjarimo v nekih avtorskih novih pesmih, tako da mislim, da prihaja veliko lepega novega z moje strani v naslednjem letu, 2. Je pa že bilo vezano tudi na rojstvo te nove hčerke, ta čudovita glasbena knjiga za otroke, ki sva jo z Benjaminom izdala decembra 23. Je zdaj že razprodana, praktično prvič. Mislim, nekaj jih je še, ampak gre proti koncu. Proti koncu, ja. Želela sva si narediti en projekt za nežna otroška ušesca, ki velikokrat so izpostavljena preveč agresivni glasbi, prav tako kot odrasli. Mi se tega ne zavedamo, ampak to izjemno vpliva na naše počutje, na našo psiho. In midva sva želela narediti en blagozvočen, lep projekt, ki
za nežne otroške dušice, ki si to zaslužijo. No. Da jih nekako šaljivo, iskrivo, lepo, ampak jih tudi pomiri in nekako jim neka plemenita čustva vzbuja, ne samo neko, dajmo se zabavati. Ne. Tisto rajanje, Ja, in tudi odrasli bi morali bolj razmišljati o tem, kakšno glasbo si izberejo. Ni važen žanr, ampak mora biti pa iskrena in kvalitetna, no, ker je preveč te neke lažne glasbe okrog. Glasbe, ki je narejena v skladu z nekimi trendi in neke instant produkcije, samo pač zaslužiti odvrč in iti na neke noge, ker glasba konec koncev je umetnost, ni samo sredstvo za zabavo. Lahko nam služi za zabavo, ampak moramo pa tudi se bogatiti z njo, rasti z njo in si vzbujati neke dobre občutke z njo. In to pozabljamo. Ne. Včasih je imela vsaka hiša glasbeni stolp, danes poslušamo milijonske produkcije na enem majhnem telefonu. Ne. Tako da, ja, tudi pomisliti, ne vem, kupiti si dobre zvočnike, dobre slušalke in se spet vrniti k poslušanju kvalitetne glasbe. To se mi zdi res zelo pomembno. Zdaj mi skozi hodi misel, da bi nam ti nekaj zapela, za naše gledalke, gledalce, vedno Sazija, ki malo poje, jaz spodbudim, tako da nekaj za dušo. No. Pa zdaj sedim, pa nisem se nič pripravila. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Wow. To pa Še v srcu govorilo, ne? Wow, res, jaz sem čutil, ja, prav srce, to sem se pa... Ja, ne vem, zakaj je naključno to pesem izbrala, vidiš, prebujeno srce. Ej, ni Mon naključje. cœur, Wow, moje srce, ki bije. ful lepo. Cel studio je donev v tej tvoji lepem glasu, ja. No, upam, da bo kmalu spet za Ja. prebujeno srce Ja. Slovenije. Hvala. Res lepo, ne. Glasba je res darilo, ne, za dušo in zdravi. Jaz tako čutim, no, jaz tudi recimo, ko imam svoje te seminarje, dam to glasbo v zadnje, pa se gledamo v oči, gledamo ta stik z dušo, ne, koliko je pomemben, ne. Kako glasba poboža. Ja, to je tudi edina umetnost, ki je ne moramo videti, ne. Je v bistvu nekje v kozmosu in tudi v bistvu ta teorija strun, vibracije, kako vse vibrira, v bistvu glasba so pa prav to, ne. Moj mož je fizik po duši in glasbenik po duši in on bi lahko govoril ti 2 uri na to temo. Če njega tudi enkrat povabi, ker ti zna povedati toliko zanimivih stvari. Ampak ja, glasba so vibracije in seveda vibracije vplivajo na to, kaj se z nami dogaja, ne. Zato se ne dajati slabih vibracij za poslušati, negativnih, ker vas bojo. Nekdo je enkrat rekel, da če bi predvajali na nogometnih tekmah samo Mozarta, da se ne bi nikoli pretepali na njih. Ali pa na železniških postajah, da ne bi bilo recimo nasilja. Seveda to ni v redu, pa tudi ni vsem Mozart všeč. Ja, ampak dejansko. Ampak recimo bistvo te zgodbe pa je tak, ne, da bi bil svet lepši lahko na ta način. Z več dobre glasbe. Definitivno, ne, glasba kot zdravilo, ne, ki se lahko predpiše, ne. Ja, in v bistvu tudi današnja glasba, to, kar se daje naprej, ne, seveda tisti najstniki, ki se malo spoznajo, veliko poslušajo glasbo iz preteklosti, je resnično, bi rekla, tako zakleto producentskih hiš na svetu, ki reciklirajo, prežvikujejo to, kar je že bilo in nekako na novo zapakirajo in to večina te glasbe današnje, ki se jo ven daje, popolnoma brez duše. Tako da je kar težko najti novo glasbo. In tudi, ta novi Eurosong zdajle, kaj je bilo vse je z nekim zaslužkom in z nekim potencialnim uspehom, z nekim šokom v mislih narejeno, ne pa z neko, da nekaj ustvariš, kar ti dejansko se rodi iz srca, tako kot so delali glasbo Beatli, tako kot jo je delal Sting, ne glede na katerikoli žanr, Avsenik,
Karkoli rečete, pri Farci delajo glasbo iz srca, v bistvu zato pač imajo polni Cankarjev dom. Tudi v Sloveniji je veliko te srčne glasbe še prisotne, samo mi nismo velesila svetovna. Ampak govorim tisto, kar se pač vsiljuje skozi svetovne trende, pa nima preveč v sebi. Kaj bi rekla, zakaj je temu tako? Je to nek načrt nekih elit ali kaj je zdaj zadaj? Tukaj to je še en tudi način razčlovečenja ljudi, tako da moramo zavestno o tem razmišljati in ostajati ljudje. Ta humanost, da se to ohranja. Ampak če nam vzameš to pristno umetnost, se dejansko tudi razčlovečimo na nek način. In vsi ti šovi, ki so se letos skozi televizijo tudi forsirali, vse te neki talent šovi, kako vsako se zmore. In spet za tistim, ki bo zmagal, že stoji industrija in ga že potisne in potem ga čez 5 let odvrže in pride nov in tako naprej. Niso te persone, ki bi se same iz nič razvile velikokrat. Bi lahko danes nek Elton John ven prišel, ali pa vprašanje, če bi lahko prišel v tem svetu, kakršen je. Ampak duše kot si ti, so upanje, da dejansko imamo še. Jaz sem bila vedno poustvarjalka že napisanih pesmi, ampak seveda za mnoge te pesmi so njihovi originalni poustvarjalci že mrtvi in nikoli nisem želela se učiti iz posnetkov, vedno sem se učila iz not in iz besedila in sem v bistvu jemala te pesmi, kot da so napisane za mene, kot da so nove. Začela sem kariero z avtorskimi pesmimi in zdaj tudi v bistvu čutim eno željo, da vse več nekih avtorskih pesmi v bodočih letih dam, ker tudi se mi zdi, da je tak čas, da ljudje hočejo te iskrene zgodbe in vse bolj jih bojo hoteli, ker so vse redkejše. Zgodbe, ki jih piše življenje. Tako je, ja. To je to, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasna gostja, Manca Izmajlova. Ja, Manca, naslov oddaje sva dala, kako v bistvu je pomemben ta glas in dih in kako v bistvu res mi iščemo sebe in ta globi smisel v življenju in kako res se prebujamo na vseh nivojih. Torej za moj v bistvu dih, za glas, za lepoto. Mogoče kakšna beseda na to temo, kaj recimo bi lahko tukaj povedala? Mogoče, ker to ženske zelo zanima, kako kot odrski ljudje, kot prvo smo kot vrhunski športniki, to se pravi, ti greš na oder in se ti dvigne sladkor, v bistvu vse, kar si nekako pogrešil, se lahko povrne za tabo, če si neprespan, če si živčen, vse se to potencira takrat, ko si tam. In jaz sem imela srečo, da sem pač z zelo dobrim ruskim zdravnikom, ki je izjemno širok, na to temo veliko besed rekla in mi je tudi veliko dobrih nasvetov dal. Pa tudi od svojih kolegov, glasbenikov, veliko prebrala in vse to je nekaj, kar me zelo zanima. Kako optimalno delovati, kako biti čim bolj zdrav, kako imeti čim bolj dober imunski sistem. Ena stvar je ta, ki sem jo že omenila, skoraj vsi ljudje dihamo slabo, dokler pač o tem ne začnemo več razmišljati. Treba se je preučiti, da dihamo pretežno skozi nos z nekimi takimi hitrimi vajami. Treba je zavestno eliminirati, čim bolj eliminirati stres iz svojega življenja na vse mogoče načine, ker to nas seveda stara in nas dela bolne. Treba iskati srečo, dobre občutke, družiti se z ljudmi, ki nam to potencirajo, najti si hobije, ki nas osrečujejo, paziti na prehrano, res paziti z vsakim letom življenja bolj. Ko si mlad, lahko pač tudi živiš, ko se reče, na burekih in si zdrav in ga žuraš vsake 3 dni, ne spiš, piješ in tako naprej. Potem pridejo za to računi, ampak spet ne biti preveč obseden s tem. Jesti recimo, kar se mene tiče, meso z neko mero, meso dobre kvalitete, ne veliko mlečnih izdelkov, ne veliko recimo jajc in tega, ogromno kaš. Jaz vsak dan pojem eno veliko posodo prosene kaše, ovseno kašo tudi zelo veliko jem. Jaz suhe marelice, recimo, to so krasne po teh starih ruskih metodah za srce in ožilje, ki imajo veliko kalija in magnezija, so se prav varovalka proti infarktu, jim rečejo nekateri.
semenke, ogromno kvalitetne sezonske zelenjave. Sadje tudi zmero, ker je zelo sladko in nam spet dviguje krvni sladkor. Malo sladkega, pa ne preveč, malo mastnega, pa tisto ta pravo. Poslušati glasbo, peti, plesati, ljudem priporočam, naj pojejo v pevskih zborih, kolikor le lahko, ker to tudi krepi te pozitivne občutke, prijateljstvo, druženje in tako naprej, ne grejo na plesne tečaje. In jaz upam, da z vsemi temi stvarmi, ki jih delam, da, kot sem že prej rekla, da bom lahko predvsem dolgo časa v oporo in dobro stala ob strani svojim 3 hčerkam, da bom pač se lepo starala, dovolj se gibati, pravilno se gibati. Spet tukaj recimo je bilo preveč nekega fanatizma. Govoriš s človekom, ki je sicer pretekel maraton pri 26 letih, ampak ga ne bi nikoli več, ker se mi zdi, da je to spet ena taka stvar, na katero eno mašilo, nek cilj, ki si ga zastavimo in potem mislimo, da nekaj gremo, ampak to niso stvari, ki nas izpolnjujejo na dolgi rok. Torej nek balans, neko ravnovesje. Hoditi, malo teči včasih, malo plavati, kakšna joga, pilates. Starejši, ko smo, zelo važno to držati, to mišično moč. To nas tudi izjemno krepi zdrave in vitalne, da delati te vaje z utežmine. O tem sem tudi veliko prebirala, kako recimo starejši ljudje, ki velikokrat padejo, da je to prav zaradi tega, ker imajo preveč šibke mišice, ne šibke kosti, ki se pač potem polomijo. In zelo važno delati na mišični masi, po 40. letu nenehno. Drugače pa lahko veliko zanimivega povem na kakšnem tečaju dihalne telovadbe, ki so tudi, imam delavnice večurne, kjer pač vse te teme gremo skozi in se lepo podružimo. Ali pa na kakšnem koncertu, ki jih je tudi, bo vse več. Kdaj bo kakšen koncert? Poleti jih bo kar nekaj, tudi v Avstriji, ampak to je samo čez mejo, tam, kjer zdaj živimo. Potem pa za drugo leto pa načrtujem večje stvari, vezane tudi na 25 let mojega delovanja, kariere. In vesela sem, da glas trenutno res zveni in se, bi rekla, vse, kar sem se naučila skozi leta in tudi izkušnje, ki jih imam, da jih lahko dam v lepo pesem in lepo zveni. Odlično. Kaj pa še mogoče kakšna beseda za upočasnitev staranja, a ne, z dihalnimi vajami? Kako to ja, prav to. Ja, pravijo, da znanstveno dokazano, da dejansko vpliva na to, da lahko počasnjujemo staranje, da tudi recimo te telomeri, da se počasneje obrabljajo in s tem tudi naše celice. Tako da jaz bi rekla, jaz sem k temu popolnoma laično pristopam, tako da mogoče tudi zato me ljudje radi poslušajo, ker zelo po domače povem stvari, brez nekih znanstvenih hudih, te medrebrne mišice, že prepona, če omeniš, še tako so malo vsi debelo gledajo. Ampak vplivajo pač na telomere, da se pač celice počasneje starajo. To se mi zdi zelo tak pomemben podatek in tisočletja vse kulture po svetu uporabljajo dihalne vaje, dihalno vadbo, različne sicer, zato da človek ostaja zdrav, vitalen, nekako poln življenjske energije. Meni te vaje, bi rekla, dajejo moč in silo in zdravje na dolgi rok, pa tudi na kratek rok. Torej vsakič, ko jih naredim, se instantno v trenutku počutim boljše, imam več življenjskega poleta, neke nove ideje se porajajo, ker dostikrat imamo tudi v današnjem času z vsemi temi telefoni, pa to imamo zamašeno glavo, sploh ne moremo več razmišljati. Telefon je prav to hitre, kratke informacije, ves čas ga preverjamo, ves čas ga gledamo, in sploh ni več tistega dolgega pogovora, ni več tistega dolgega razmišljanja in ljudje postajamo vse manj kreativni, na umetno inteligenco se zanašamo, vse manj smo sposobni enih dolgih miselnih procesov. To se mi tudi zdi, da je zelo važno paziti pri tem, da ostajamo mladi miselno. Pravijo pa to, kot tudi, ne vem, s tem, da spet zelo laična beseda, ampak mogoče tudi v pogovoru z nekaj zdravniki, ta demenca, ki jo je toliko prisotna z leta v leto več, da je to tudi povezano s tem,
da smo nenehno v stanju povišanega sladkorja. Bodi si zaradi stresa, s katerim smo, bodi si zaradi te prehrane, ki jo jemo, ki je ne samo sladka, ampak tudi preveč bogata z ogljikovimi hidrati. To ne pomeni, da imamo kadarkoli v življenju sladkorno, ampak pomeni, da smo desetletja v stanju visokega sladkorja. In jaz kot odrski človek recimo tudi moram zelo paziti na krvni sladkor, pa nimam diabetesa, ker zanimiv podatek ti bo, ki mi ga je zaupal en zdravnik, ki veliko dela športniki, ko grejo športniki na cilj, imajo lahko tudi po 20 krvni sladkor, ne. Tako se dvigne v tem stanju ekstremnega stresa. Zato je treba nenehno paziti na čim nižji, ne. Tudi če nismo nagnjeni k sladkorni bolezni, ker to nam kvari naše možgane. To sem prepričana in tudi številne organe po telesu, ne. Ta oksidativni stres, ne, je danes dokazano, da je ubijalec številka 1. Ja. In prav tako jetra, recimo, ne. Jetra so tako vezana in na življenjski način, na prehrano in na stres. Tako da ta kombinacija prehrane, stvari, ki jih dajemo vase in stvari, ki jih razmišljamo, ki nas kujejo in meljejo skozi dan, vplivajo na toliko enih procesov v telesu in nam res škodijo. In tega se je dobro zavedati, no. Obenem pa tudi kdaj iti na burek, no. Ja, tudi ne bi toliko stroka. Ne, absolutno, ker s tem si tudi škodimo. Tako, ja. Če smo radostni, igrivi, ob tem je visoka vibracija, tako da ni točno tako, nam nič te stvari ne škodijo. Ali pa dobro pivo. Tako, ne. Če je zmerno, ne, če je tako. Točno tako. Še za zaključni del mogoče tisto o presežnem, o tisto vseobsegajočem, kako ti doživljaš ta izvor, to izvor kreacije, vsega, kar je. Kako se doživljaš v tem oceanu božanskosti, recimo? Zadnjič sem gledala en čisto kratek pogovor z Jungom in so ga vprašala, ti, ko ste bili mladi, a ste vi verjeli v Boga, pa tako naprej, ste bili verni? Pa je rekel, ja, sem bil, ne. In pa zdaj, ko ste stari, bil je že zelo star, ne, a zdaj tudi še verjamete v Boga in tako naprej. In je rekel, kako naj rečem, jaz vem. To je bil video na Instagramu. Ni prava beseda, verjameš, nekatere stvari enostavno veš. Je težko, vsak ima svoj način, vsak ima svojo vero. Dejstvo pa je, da bodi si moljenje rožnega venca, bodi si govorjenje mantar, v bistvu te neke stvari vplivajo na našo zavest, na našo podzavest, na naše dihalne vzorce in to so stvari, v katerih se splača razmišljati in se poglobiti v njih in jih ne dati enostavno stran. In seveda to, kar mislimo, in to je zelo težko, kako slabe misli odgnati, pesimistične misli, strahove. Meni to uspe dobesedno z mantro, ne, ker v bistvu potem dobre misli obdržim, ko pa pridejo neke bedarije v glavo, ki nam napolnjujejo, pa enostavno s tem nadomestim. In v bistvu želim si, vidim, koliko je slabega na svetu, vidim, koliko je nekih demonov, koliko je nekih stvari, ki nas hočejo pojesti, pokončati. Ne čutim, da bi se morala na neki javni ravni s tem boriti, ker je preveč tega, ampak se pa poskušam na neki srčni ravni in dajati dobro sebi in ljudem, ki me obkrožajo in na ta način malo po malo spreminjati svet. Tako kot je Jezus rekel, naj ljubi svoje sovražnike, ne. Ja, tudi tako. Točno tako, v bistvu zavijati vse skupaj v eno pač ljubezen, ne lepe misli v eno dobroto. To je tista stvar, ki nas bo rešila in več, ko bo tega, boljše bo. Bolj bomo tehtnico prevagali, ne, na tisto dobro pozitivno. Bo te strune. Tako, bodo zavibrirale. Zavibrirale, tako da. Hvala, draga Manca, za obisk v našem studiu, pa se še srečamo, ne? Ja, dejansko. Dobesedno. Hvala lepa, živjo. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije in se gledamo prihodnjič.